Desusovi ministri na Dolenjskem. Kmalu razpis za gradnjo šole v Cerkljah ob Krki. Prvo socialno podjetje na Dolenjskem. Lepo pozdravljeni. Dolenjska je gospodarsko ena najuspešnejših v Sloveniji, tako sta dodana vrednost na zaposlenega in dobiček v gospodarstvu najvišja v Sloveniji, ta uspešen model pa bi lahko prenesli tudi na druge regije. Za nadaljni razvoj pa je ključna izgradnja tretje razvojne osi, je bilo slišati ob današnjem obisku ministrov iz stranke Desus. Od gospodarstva sta odvisna prihodnost in stopnja socialne države, zato ga moramo spodbujati, meni zunanji minister. Pri tem pa je povsem jasno, da če želimo nadaljevanje te gospodarske rasti slovenskega izvoza, da je potrebno tudi zagotoviti ustrezno infrastrukturo. Na Dolenjskem čakajo predvsem na ustrezno oskrbo s pitno vodo in izgradnjo tretje razvojne osi. Novo mesto je tisto, ki vleče Dolenjsko in Belo krajino naprej. Mi se pa zavedamo v Novem mestu, da če ne bomo povezani z Belo krajino in oni z nami preko tunela pod Gorjancem, preko razvojne osi, je tudi na eni strani to izjemno hudo za njih, je pa tudi slabo za nas. Pomembno je tudi povezovanje regije s sosednjimi državami. In regije, kot je Dolenjska, je dejansko gravitira na to področje Gorskega kotarja, Karlovca in delnic in mislimo, da celo do Bihača, kot smo danes govorili, je dejansko to en prostor, ki predstavlja tudi en gospodarsko-kulturni prostor, ki pomeni neko bazo tega nadaljnjega sodelovanja. Dolenjsko so poleg ministrov obiskali tudi poslanci Demokratične stranke upokojencev in državni sekretarji. Tudi mi, ki sicer delamo s papirji, če lahko tako rečem, zakonodajo, na terenu absolutno moramo preverjati, kaj je resnično v življenju potem, kako funkcionira ali pa deluje popolnoma drugače, kot smo si takrat zamišljali, ko smo dvigovali roke ali pa nismo dvigovali roke. V Miranski dolini sta se danes mudili ministrici za kulturo ter okolje in prostor. Seznanili sta se s primeri dobrih praks, ki kažejo, da so lahko tudi manjše občine na posameznih področjih v samem vrhu države. Ministrica za kulturo je obiskala občino Mokronog Trebevno, kjer so jo navdušili lokalni program za kulturo in predvsem načrti za razvoj kulturnega turizma. Lahko privabijo tudi ljudi v svojo občino in delajo vse v tej smeri, tako da sem prepričana, da bi se lahko po tej občini zgledoval marsikdo. Ministrica se je mudila tudi v Novem mestu, kjer so jo opozorili na nedokončano naložbo v knjižnici Mirana Jarca, ki čaka na zaključek del že 20 let. Imamo kar nekaj inštitucij, ki dobro delujejo, ki imajo že podporo ministrstva. Bi pa želeli opozoriti, da je treba zagotoviti tudi sistemsko podporo regionalnim medijem, posebej tistim, ki zagotavljajo informiranje in so javnega značaja. Financiranje takšnih medijev, med katere sodi tudi vaš kanal, naj bi uredili strategijo na področju medijev, pravi Bizjak Mlakarjeva. V Šentrupertu, letošnjem dobitniku Zlatega kamna, pa si je okoljska ministrica ogledala projekte, povezane s trajnostnim razvojem. Zgodba, ki smo jo mi v Šentrupertu začeli razvijati že pred leti, ima veliko teh elementov uporabljenih na inovativen način in na način, ki dejansko omogoča, da lokalno okolje od tega tudi nekaj ima. V tem primeru je seveda zanimivo predvsem to, ta lesno-predelovalni obrat, ki ga želi občina postaviti, izgradnja ogrevanja na lesno biomaso, potem tudi koriščenje lesne biomase za pridelavo električne energije. Sicer pa je bilo danes slišati, da naj bi Dolenjsko v kratkem obiskala celotna vlada. Na proračunski predlog za tekoče leto je v fazi javne obravnave župan občine Brežice Ivan Molan dobil za skupaj 1 milijon evrov različnih pripomb. Skušal jih je smiselno upoštevati in svetniki so dobrih 27 milijonov evrov težak proračun potrdili. Zdaj gre občina lahko v razpis za gradnjo šole Cerklje ob Krki. Letošnji proračun je nekoliko nižji od tistih v preteklih 3 letih.
Kljub temu pa jaz mislim, da je proračun v letošnjem leti še relativno dober, saj imamo še vedno od 27 milijonov evrov, praktično 11 milijonov evrov investicij, predvsem na račun lanskoletnih začetnih del in pa seveda evropskih sredstev, ki jih imamo še iz prejšnje perspektive. Nadaljevali bodo z gradnjo pločnikov, izboljšanjem vodooskrbe, v jeseni pa se bo začelo gradnjo nove osnovne šole Cerklje ob Krki, ki bo na lokaciji stare šole. 6 milijonov 200 je predviden projekt, celoviti, seveda tu so že upoštevani neki nakupi, ki so bili v začetku arhitekturni natečaj, gradbena dokumentacija, nadzor, oprema, seveda tudi investicija, kar se tiče gradnje in pa tudi določeni stroški, ki jih bomo imeli s tem, ko bomo morali otroke za 1 leto in pol imeti preseljene na druge lokacije. Otroci bodo do odprtja nove šole v letu 2017 k pouku hodili v bližnjo vojašnico, za kar občina že ima soglasje obrambnega ministrstva. Za vrtičkarje pa iščejo druge nadomestne lokacije, je povedal župan. Po vseh zapletih v preteklosti in po 2 letih, odkar ima osnovna šola Šentjernej vršilko dolžnosti ravnateljice, bo morda v 3. poskusu le dobila ravnateljico za obdobje 5 let. Na sinočni seji sveta šole so člani in članice izbrali zdajšnjo vršilko dolžnosti Renato Zupanc Grom. V 30 dneh naj bi mnenje o njenem imenovanju podal še novi minister oziroma ministrica za izobraževanje, če bo seveda že znan. Na sinočnjem javnem glasovanju je za Renato Zupanc Grom glasovalo 6 članov zavoda. 4 so bili proti, 1 se je vzdržal. Medtem ko je proti kandidatka, sicer njena pomočnica Nataša Bregar, prejela 4 glasove, 6 jih je bilo proti, 1 je bil vzdržan. Naj dodamo, da je občinski svet predhodno podal pozitivno mnenje k Bregarjevi, svet staršev Zupanc Gromovi in sicer s 25 glasovi za in 3 proti, medtem ko Bregarjevi mnenja ni podal, učiteljski zbor pa je obema kandidatkama namenil po 31 glasov. Zdaj je torej na potezi pristojno ministrstvo, nato bo o imenovanju še enkrat odločil svet zavoda. V Sloveniji se socialno podjetništvo in zadružništvo že razvijata, nekako v povojih pa sta še v mestni občini Novo mesto. Novo nastalo socialno podjetje je tako včeraj odprlo svoja vrata poleg tržnice, nekaj posameznikov pa je ustanovilo zadrugo Drevored z namenom urejanja zelenih površin, povezovanja lastnikov gozdov in zaposlovanja Romov. Pobudnik zadruge je bil nekdanji občinski svetnik Matic Vidic, ki jo je danes predstavil na posvetu v galeriji Simulacr. Tleglih namen zadružništva je, da se več članov dobi, da se več z istimi interesi združi in da dela skupaj. Ker zdaj smo v fenomenu, da je ogromno SP-jevcev, ogromno ima svoj SP in zakaj delajo vsak zase, če bi lahko se skupaj združili in skupaj interes poiskali ter s tem lažje vršili svoje dejavnosti. Gre za povezovanje. Sem jaz, potlej je Ivan Kralj, Arex, on sodeluje predvsem z tega vidika, ker bomo tudi naprej razvijali v Arex podjetju v Šentjerneju, zadružništvo in tudi s tem zaposlovanje šibkejših. Potlej sta dva, ki imata hortikulturno področje SP, s tem vidikom, ki se prej govoril, dva z SP-jem. Na to naj bi se vključila še kmetijska šola na Sevnem, dodaja. V Sloveniji je sicer ta hip registriranih 65 socialnih podjetij, a se področje izrazito razvija. Smo še vedno kot država članic na repu, približno 1% skupaj zaposlenih imamo v tem sektorju, medtem ko je pa povprečje Evropske unije tam okoli 6,5, kar pomeni, da imamo velik potencial. Dejstvo je, da nimamo zelo veliko izkušenj oziroma da je bilo narejenega zelo malo do sedaj. Trudimo se, da bomo podprli tiste, ki so aktivni na tem področju, predvsem pa želimo, da bomo podprli pripravo programov, ker mislim, da ni občina tista, ki bi to financirala, se pravi, mi lahko zagotavljamo prostor, mi lahko pomagamo s pripravo programov. V novi finančni perspektivi bo za razvoj socialnega podjetništva na voljo znaten denar. Tukaj je ena priložnost za neke nove ideje in pa mogoče za tiste skupine, ki se težje vključijo na trg dela. Pri socialnem podjetništvu v prvi vrsti nista ustvarjanje in razdeljevanje dobička, ampak želi socialno podjetje dobiček vlagati v osnovno dejavnost in uresničevati družbeno koristne cilje. Prvo socialno podjetje v dolenjski prestolnici je ravno včeraj torej odprlo vrata, in sicer trgovina in popravljalnica rabljenih stvari, ki deluje pod imenom Reciklarna in je svoje mesto našla v neposredni bližini novomeške tržnice.
V reciklarni bo možno oddati vse predmete, ki jih ne potrebujemo več, so pa še uporabni. Reciklarna je v bistvu posredovanje najrazličnejših predmetov, ki jih nekdo ne potrebuje več, do ljudi, ki jih potrebujejo, pa si jih iz različnih razlogov ne morejo kupiti. Vsi predmeti bodo naprodaj po zelo dostopnih cenah, našlo pa se bo za vsakogar nekaj. Na voljo imamo na srečo precej velik prostor, tako da zbiramo praktično vse. Zdaj, če se boš ozrl naokrog, tu je kolo, tam so knjige, tam je zbirka Karla Maja, na to smo dosti ponosni. Precej je oblačil, precej je porcelana, precej pohištva. In to je le del stvari, ki jih trenutno hranijo. Reciklarna je trenutno edino socialno podjetje na Dolenjskem. Jaz tudi verjamem, da bi morali vsi delovati po načelih socialnega podjetništva, ki bo mogoče raje rekli družbeno podjetništvo. To se pravi, da bi nam moralo biti vsem mar, da je dejavnost, s katero se ukvarjamo, trajnostna, da je okoljsko vzdržna in da je človeku prijazna. Poleg osnovne dejavnosti ponovne uporabe bodo izvajali tudi delavnice na temo ustvarjalne predelave in spodbujanja lokalne ekonomije. Na Visoki šoli za upravljanje in poslovanje v Novem mestu je včeraj in danes potekala že 8. mednarodna znanstvena konferenca, tokrat z naslovom Izzivi globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje Evropske unije. Tovrstne znanstvene konference so na šoli že ustaljena praksa, saj njihovi začetki segajo v leto 2000. Tokrat pa so. Glavni poudarki današnje konference so, da globalno okolje postavlja pred posameznika in gospodarske subjekte izzive, pred katere v bistvu je potrebno, da najdemo rešitve. Te rešitve pa niso odvisne samo od moči kapitala, ampak moramo v spredje postavljati tudi vrednote, kot so poštenost, pravičnost in prijateljstvo. Delo na konferenci je sicer potekalo v različnih sekcijah. Sekcije so iz 4 področij, iz menedžmenta človeških virov, iz menedžmenta v zdravstvu, menedžmenta v izobraževanju in izzivi globalnega okolja. Konference se je udeležilo prek 100 udeležencev, ki so lahko prisluhnili več kot 80 različnim referatom. Vse priznane strokovnjake z tega področja dobimo na podlagi dolgoletnega sodelovanja vseh inštitucij, iz katerih prihajajo. In torej, tako kot je bilo rečeno v začetku, torej so to strokovnjaki, s katerimi imamo podpisane bilateralne pogodbe in temu primerno sledijo izmenjave. Včasih pomislimo, da na jugu Balkana ni znanja. Tu so odlični znanstveniki, tudi danes ste videli 2 izvrstna referata, ljudi, ki so prišli iz Beograda oziroma Niša. Ki sta prinesla neko novo, drugačno znanje, kot ga sicer v slovenskem prostoru poznamo, dodaja Blažič. Za konec še k dobrodelnosti. Ko posamezniki združijo moči, je vse veliko lažje. Prostovoljci v okviru Krkinega tedna humanosti in prostovoljstva že 5. dan ponujajo roko tistim, ki najbolj potrebujejo njihovo pomoč. Danes smo prostovoljce spremljali v Velikem Cerovcu, kjer so priskočili na pomoč mami s 4 otroki pri čiščenju notranjosti hiše, ki jo prenavljajo, in spravilu drv. Družina je nucala pomoč, smo mečkam prišli pod drvo, mečkam noter znosimo. Mislim, da je dobro za to lokalno skupnost, da se malo pomaga, kjer je potrebno. Potem, ko je ženski del ekipe počistil notranjost, se je pridružil moškemu delu pri zlaganju drv. Meni osebno veliko pomeni, ker sem s tem tudi zelo zadovoljna, če lahko nekomu vsaj malo polepšam dan. Sama sodelujem prvič in se mi je zdelo lepo, da pomagamo, da se tudi sama udeležim in da sploh vidim, kako to poteka. Pa še malo se družimo z svojimi sodelavci, s katerimi se tudi ne vidim vsak dan. Družina je bila prostovoljcev vesela in hvaležna za njihovo pomoč. Zahvalila se prav vsem, ki so prišli pomagati. Krkin teden humanosti in prostovoljstva bodo sicer sklenili z jutrišnjim dnem odprtih vrat v Ločni, ki bo namenjen članom Gasilske zveze Slovenije in različnim društvom bolnikov. Hvala za vašo pozornost in prijeten večer.